Dragi geji, čas je, da se zavedate, da vas je levica izdala v prid islamu. Ja, veste, tiste majhne skupnosti tam zunaj, ki verjamejo, da nimate pravice do obstoja. In želim si, da bi sama prišla do te popolnoma genialne povedi. A žal je iz videa Paula Josepha Watsona izpred 9 let, kar pomeni, da to drži že 9 let. In 9 let smo vsi mi zamižali na oči in se pretvarjali, da se to ne dogaja. Da so koristni idioti v resnici ljudje, ki se borijo za svoje pravice, a jih vsak dan izkoriščajo in zlorabljajo psihopatski islamisti, ki nam želijo vzeti vse dobro. Veste, ko rečejo, da je nekaj staro? A dobro, točno to je ta video in osebno mi je zelo všeč. Dobrodošli v oddaji Pushback, sem Jara Kaj, vaša voditeljica. Ne pozabite se naročiti, všečkajte ta video in si za trenutek oglejmo, kako so islamisti izkoristili levico in izdali geje. Ali kviz, ali modne trende transspolnih oseb, ali karkoli pod LGBTQ, FDS, SBS, NTL, LGBTQ, FDS, SBS, NTL, MNNP skupinskim gibanjem. Si pripravljen? Verjetno nisi. Gremo, prijateljica. Vse, kar naredi, mi je všeč. Pavel Joseph Watson. Preveri ga. Dodajanje mavričnega filtra svoji profilni sliki na Facebooku ni nadomestilo za izpostavljanje nasilnega sovraštva islama do gejev. Tukaj je stvar in on jo zadene naravnost v žebljico. Že od samega začetka. Toliko ljudi je pripravljeno biti neverjetno aktivističnih, ko gre za obrambo stvari, do katerih jim je res mar, ampak preprosto tega ne bodo storili, ko gre za dejanske nevarnosti za njihovo družbo. Tam zunaj boste postavili mavrico in rekli, živjo, ja, res mi je mar za geje. Ampak ko geji dejansko trpijo zaradi preganjanja strani islamističnega gibanja, tega ne boste izpostavili, ker bi vas to morda naredilo za rasista. Ustvarjanje kakšne bedne, osladne oznake, kot je Molite za Orlando, ne bo ustavilo nasilnega sovraštva islama do gejev. Tvitanje oznake Molite za Orlando, da lahko svojim prijateljem pokažete, kako sočutni ste, ne bo ustavilo nasilnega sovraštva islama do gejev. To mi je všeč. Ne prenesem, ko ljudje delajo vse to lažno. Mislim, da smo bili tega že malo siti. Kot naprimer spreminjanje profilne slike, da pokažejo, koliko jim je res mar. Ali objavljanje stvari, potem pa v resnici ne naredijo ničesar, kar bi res dokazalo, koliko jim je mar za nekaj. Ker gre samo za kazanje moralne vzvišenosti. Iskreno, signaliziranje vrlin je dolgočasno in nadležno. In ja, ima nekaj smisla, ker ohranja temo v pogovoru in to je vedno pomembno, ampak to še ne pomeni, da si dobra oseba. Če si samo zamenjala sliko, da bi sledila nekemu lokalnemu trendu, ali pa si objavila zgodbo na Instagramu, da bi dokazala, da ti je nekaj mar. Vsi gledajo v določen konflikt, ampak to te še ne naredi dobre osebe. Razen, če si se dejansko poglobila v ta konflikt. In si ugotovila, v čem je dejanska težava, ter izpostavila pravi problem, ne pa neko medijsko manipulacijo, razumeš? Obiskovanje bedenja ob svečah, samo zato, da lahko svoj Facebook profil popacaš selfie za družbeno odobravanje. To ne bo ustavilo nasilnega sovraštva islama do gejev. Tvitanje hashtaga ljubezen je ljubezen, da bi premagal desničarske kristjane, ne bo ustavilo nasilnega sovraštva islama do gejev. Tvitanje hashtaga ljubezen je ljubezen, tega ne bo ustavilo. Medtem ko obsojaš tiste, ki se zavzemajo za pravice gejev v muslimanskih državah kot islamofobe, ali to ni aktivizem, ki tvega? Res je. Nehajte se pretvarjati, da ste aktivisti ali da vam je dejansko mar. Ni vam mar. Če niste pripravljeni narediti nekaj glede največje grožnje, ki je dejansko resnična, prava, popolna in iskrena grožnja, vaše življenje. Govoriti proti dejanskemu zatiranju gejev v muslimanskih državah in označevati ljudi, ki opozarjajo na razširjeno homofobijo v islamu kot razdorne, ne bo ustavilo nasilnega sovraštva islama do gejev. Mimogrede, če ne veste, kdo je bila ta ženska, jo morate nujno spoznati. To je Ayan Hassan Ali in že leta neprestano govori o tem. Videla sem jo govoriti, to je izpred 9 let. In še vedno ima poslanstvo razlagati ljudem, da ne razumejo, s čim se v resnici soočajo. Ker je sama prišla iz teh konfliktov, je pokol v Orlandu označila za množično streljanje. Tako lahko demonizirate drugi amandma in islam razbremenite krivde, vendar to ne bo ustavilo nasilnega sovraštva islama do gejev. Izenačevanje kristjanov, ki nočejo peč tort za gejevske poroke, z džihadisti, ki hladnokrvno pobijajo homoseksualce, ni argument, ki bi ga lahko zagovarjali. Pravilno. In mimogrede to vse skupaj.
Druga stvar. Ko vidite politika, ki pride ven za neko izjavo, v kateri izkoristi politični dogodek za uveljavljanje svoje politične agende, vedno. Ni zato, ker bi jim bilo mar za politično agendo, ampak zato, ker se to popolnoma ujema z njihovo retoriko. Ko rečejo, poglejte, zgodil se je strelski napad na šoli, pojdimo na amandmaje. Poglejte, vedno. Ni zato, ker bi jim bilo res mar za strelske napade. Ni zato, ker bi jim bilo res mar za to, če pek speče torto, ki je bela ali pa je pisana. To je zato, ker te trenutke izkoriščajo za pridobivanje političnega vpliva ali za signaliziranje svojih vrednot. Še enkrat, Biti musliman ne bo ustavilo ideologije, ki dobesedno želi uničiti zahodno civilizacijo. Ampak Omar Mateen je skrajnež. Kako si drzneš kriviti vse muslimane za terorizem, resno? Torej, misliš, da je sovraštvo islama do homoseksualcev prepričanje, ki ga imajo samo skrajneži? lahko samo rečem, da mi je to res fascinantno, da se je to dogajalo pred 9 leti. Čeprav morda ne veste natančno, o katerih temah govorimo, te stvari se še vedno dogajajo, prijatelji. To nam je bilo na voljo že tako dolgo, pa se te stvari še vedno dogajajo. To je kar malo sramotno za nas. Zakaj se ne moremo naučiti lekcije? Ko smo ugotovili, da bo ta oddaja postala naša redna služba, smo vedeli, da bomo potrebovali sponzorje. Ampak bila sem odločna, da bomo oglaševali samo stvari, ki so dobre za naše sledilce. Iskali smo podjetja, ki bodo dejansko izboljšala vaše življenje. In Chapter je bila ena naših prvih izbir. Ni mi treba, da vam povem, da je Medicare problematičen in drag in to me zelo moti, ampak zato Chapter obstaja. In prosim, povejte mi, da ste jih začeli uporabljati. Ker vam pomagajo izbrati načrt, ki je dejansko smiseln za vas in ne načrta, ki koristi svetovalcem. Uporabniki v povprečju prihranijo več kot $1100. Klic je brezplačen, traja približno 20 minut in vam ali vašim bližnjim lahko prihrani veliko denarja in stresa. Zato pokličite Chapter na 610 680 3337. To je 610 680 3337 in podprite Odpor, medtem ko ste že pri tem. Vedno lahko pridejo z enakimi obtožbami. Ta govorec podpira smrtno kazen za homoseksualce, ta govorec podpira smrtno kazen za ta ali oni zločin, ali da je homofoben, da podjarmlja ženske itd. Vedno znova prihajajo iste stare stvari. In vedno jim poskušam to povedati. Poglejte, ni tisti govorec, ki ga vabimo, ki ima te skrajne, radikalne poglede. Kot pravite, Ne, to je napaka, kaj ne? Seveda, to je tisto, kar želi povedati. To je napaka. to so splošna prepričanja, ki jih ima pravzaprav vsak musliman. Vsak musliman verjame v te stvari. Ne bom zelo jasna glede tega, kar je rekel. Pravi, da ko ljudje pridejo k nam in vprašajo, kako lahko imate te govorce, ki govorijo vse te skrajne stvari, je njegov odgovor nekako, ne, to so samo te govorci. Ampak nima prav, to ni res. To je pravzaprav tisto, kar vsi mislimo, vsi verjamemo, kar pomeni, da vsi podpiramo skrajna stališča. Vi ste problem. Zakaj bi se pretvarjali, da nimamo teh skrajnih stališč, če pa jih imamo? O, moj bog, veliko dela nas še čaka, kaj ne, prijatelji? Samo zato, ker vam o tem ne govorijo ali ker niso v medijih, še ne pomeni, da v to ne verjamejo. Zato vas bom vprašal. Vsi v sobi, koliko vas je običajnih muslimanov, niste skrajneži, niste radikalni, samo običajni sunitski muslimani. Prosim, dvignite roke. Vsi, mašallah, subhanahu wa ta'ala, v redu, spustite roke. Koliko vas se strinja, da bi morali moški in ženske sedeti ločeno? Prosim, dvignite roke. Opazite tega junaka, mimogrede. Poglejte tega junaka. Samo želel je prešteti. Vsi ga lahko vidite. En fant ne dviguje roke, en fant naj za trenutek premaknem zaslon, en fant tukaj ne dviguje roke. Pomembno je, da to vsi opazite, ker to naredi veliko razliko. Se vsi strinjate, brati in sestre, subhanallah. Torej, to ni samo ta radikalni širstan, Allahu akbar. Naslednje vprašanje, koliko od vas se s tem strinja? Kazni, opisane v Koranu in Sunni, naj bo to smrt, kamenjanje zaradi prešuštva ali karkoli drugega, če je to od Allaha in njegovega poslanca
je to najboljša možna kazen za človeštvo. In to je tisto, kar bi morali uveljaviti v svetu. Kdo se s tem strinja? Poglejte, kako mladi so ti otroci. Res so mladi. Toliko ljudi v tej publiki. Vidite, kako mladi so. Samo majhni otroci. Ampak ste vsi radikalni ekstremisti. Subhanallah. Torej, vsi pravite, da ste navadni muslimani, vsi hodite v različne mošeje. Norveška. Ali pa ste pripadniki kakšne posebne sekte, naprimer sekte Islam.net ali kaj podobnega. Ste taki? Ne, ste taki. Konec. Prosim, dvignite roko, če vam je všeč ta skrajna sekta Islam.net ali kaj podobnega. Nihče. Veste, kaj je tako strašljivega pri tem? To je tako star video. Ampak to nam samo dokazuje tisto, kar ves čas govorimo. Vsi se vedno spravijo name, ampak ti ne moreš tega reči. Kako lahko to rečeš? To so samo islamisti, majhna manjšina, najprej, tudi če je to majhna manjšina. Ta argument sem zdaj ponovila že milijonkrat. Recimo, da je to med 10 in 20%. Izračunajte si, koliko je to iz milijard ljudi. V redu, najmanj 100 milijonov. Če je 10% od 1 milijarde, kar je podcenjevanje, in je to manjše število, kot muslimanov dejansko obstaja na svetu, to je 100 milijonov ljudi. In morali bi biti zaskrbljeni zaradi 100 milijonov ljudi. Resnično zaskrbljeni zaradi 100 milijonov ljudi. To je res globoko, globoko zaskrbljujoče. Ampak recimo, da je številka višja, to je kaj, 200, 300, 400 milijonov ljudi. Ampak to, kar ta moški pravi, je tisto, kar vsi nekako vemo. In sicer, da to ni ločitev med islamisti, ekstremisti in običajnimi muslimani. Običajni so izjeme. Tisti, ki nekako sprejmejo islam le malo, a v resnici ne verjamejo v njegovo resnico. To je izjema od pravila. Običajni se vsi strinjajo s temi filozofijami. Prijatelji, začnimo že enkrat. Čas je, da začnemo delovati. Ker oni to govorijo, ne jaz. Oni so tisti, ki to pravijo. Nismo ekstremisti, smo samo običajni. Oni so tisti, ki to govorijo. Koliko od vas hodi v to običajno mošejo? To je v naši običajni sunitski mošeji. Prosim, dvignite roke. Allahu akbar. Če ste to spregledali, naj vam razložim. Pravkar ste gledali sobo, polno tako imenovanih zmernih muslimanov v zahodni državi, ki so soglasno pritrdili, da bi morali biti vsi geji usmrčeni. Ali moram govoriti z vami o muslimanskem duhovniku Orlandovski mošeji, ki je pozival k usmrtitvi vseh gejev le nekaj tednov pred Matejinovim pokolom? Ali moram govoriti z vami o tem, da 52% muslimanov v Združenem kraljestvu meni, da bi morala biti homoseksualnost kriminalizirana? Mimogrede, to je bilo leta 2016, ko o tej temi sploh še ni bilo dovoljeno govoriti, ker številke še niso bile dovolj slabe. Zdaj pa smo v letu 2026, skoraj 20 let kasneje. 10 let ne vem, zakaj sem rekla 20, 10 let kasneje. In vsi se dobro zavedamo, da so se te številke od takrat le še neverjetno eksponentno povečale. O tem, kako so turški mediji žrtve v nočnem klubu Puls označili za iztirjence. No pa smo tam, prijatelji. Če ste eden tistih koristnih idiotov, ki še vedno verjamejo, da vas levica ne izkorišča za islamske ideologije, potem prosim, zresnite se. Kot sem že rekla, si oglejte Paula Josepha Watsona. To je njegov video. Dragi gej, levica vas je izdala zaradi islama. Ker vas je levica res izdala zaradi islama in je ni strah, da bi vas izdala zaradi islama. Ter to počne še vedno, tudi 10 let kasneje. In dejstvo, da te islamisti to sami govorijo, ni nam treba ničesar izmišljati. Saj to vidite povsod. In vse, kar morate storiti, je, da kažete svojo moralno superiornost. Vendar vam v resnici ni treba ničesar storiti glede problema, kar je problem samo po sebi. Če ste nekdo tam zunaj, kdorkoli, ki dejansko misli, da bi morali imeti ljudje pravico, da se poročijo s komer želijo, in ne govorim samo o gejih, ne govorim samo o queer osebah, govorim tudi o ženskah, otrocih. Otrokom bi morali dovoliti, da izberejo, koga želijo poročiti. Recimo, 9-letno dekle ne bi smelo biti prisiljeno, da se poroči s starejšimi moškimi, ali pa bi morale imeti ženske možnost izbrati, ali želijo imeti eno ženo ali 7, enega moža ali biti ena izmed 7 žena. Ta matematika ni pomembna, ampak razumete bistvo. Bistvo tukaj je, če verjamete, da bi morali imeti ljudje svobodo, da počnejo, kar želijo, dokler ne škodujejo drugim, so vam na žalost islamisti sovražniki. Oprostite, da vam to povem. Vem, da je to morda nekoliko neprijetno. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.